Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in pa ljubitelji slovenskega nogometa. Pred nami je dvoboj v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med domačimi Šmarje pri Jelšah in gostujočo zasedbo Podvincev. Gre za spopad dveh zasedb iz spodnjega dela prvenstvene lestvice. Obojni še v krvavitem boju za obstanek, a domači nogometaši zaenkrat na predzadnjem mestu zgolj 13 točkami, kar 8 točk zaenkrat zaostajajo za mesti, ki na nek način ohranjajo obstanek v tretji ligaški konkurenci, tako da je pred njimi vse prej kot enostavna naloga, kar se tiče samega obstanka. Podvinci jasno pa trenutno na 10. mestu z 22 točkami, pa še ne povsem varni, tako da tudi za njih danes zelo, zelo pomemben dvoboj. Zmago bi na nek način že napovedali oziroma si prihranili lažje nadaljevanje celotnega prvenstva. Sredine igrišča bodo za ta dvoboj krenili gostujoči nogometaši, ki bodo tole tekmo odigrali v svojih rezervnih dresih belo-črne barve, na drugi strani domače Šmarje v svoji tradicionalni modri barvi. Dolžan sem vam še seveda obe začetni postavi. Pri domačih v vratih Majer, v obrambi z leve proti desni Fišer, But, Gaberšek in Kresnik, v zvezni vrsti trije nogometaši, to so Bevc, Nik Korez in pa Rep, v napadu pa Kramarič, Andraž Korez in Ivanuš. Trener domače zasedbe je Miha Žaberl, pri gostih pa v vratih tekmo pričenja Tibor Cajnko, v obrambi z leve proti desni Anžel, Ramšak, Gojkošek in Oman, v zvezni vrsti prav tako trije nogometaši, to so Userban, Svenšek in pa Modrič, v napadu pa trio Zajko, Konsensao in Orovič. Trener gostujoče zasedbe je Robert Hojnik, medtem smo že lahko videli prvi obetaven poskus strani gostujoče zasedbe. Preglejmo še sodnike tega obračuna, ki prihajajo s koroškega konca. Glavni delilec pravice je Dejan Vivot iz Dravograda, njegova pomočnika pa Blaž Kamnik iz Raven na Koroškem ter Joži Močivnik iz Prevalj. Delegat tekme pa prihaja iz Vidma, pripeza Jožefa Klinca. Kot vse kaže, oziroma že v tej prvi minuti lahko vidimo, da bodo gosti tisti, ki bodo želeli predvsem preko teh organiziranih napadov s posestjo prihajati do svojih priložnosti. Ponuja se možnost za hiter protinapad domačinov. Fišer nastreljal je Ramšaka, dobro je bil postavljen v tem primeru branilec gostujoče zasedbe, še vedno po posesti Fišer. Fišer, najvišji skok v gostje. Orovič, zapravil je žogo Orovič. Podajo prostor proti Ivanušu. Ivanuš vrača proti Omanu. Oman je s predložkom iskal enega izmed svojih soigralcev. Dobro znova postavljena obramba Podvincev. Krenil je Konsensao, pa prehitra podaja za slednjega. Zajko. Zapletel se je Zajko, tako so domači prišli do žoge in nekoliko umirili vse skupaj. Kot je lahko tudi vidno, gre za zelo, zelo težke vremenske pogoje, predvsem zaradi močnega dežja, ki je padal skozi celoten dan. Je igrišče dodobra razmočeno, kar bo povzročalo velike težave, mislim, da predvsem obema vratarjema. Konsensao s prsmi iskal je Zajka, v prepovedanem položaju se je znašel napadalec Podvincev. Ekipi sta do sedaj v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod odigrali 3 obračune, v vseh 3 dvobojih so se zmage veselili nogometaši Podvincev. V gol razliki je trenutno 7-2 v prid današnjih gostov. Moštvi pa sta se nazadnje pomerili v 6. krogu letošnje sezone, takrat so se gladke zmage z 2-0 veselili Podvinci. Oba zadetka smo takrat videli v drugem delu. Za 1-0 v 68. minuti zadel Zajko, končnih 2-0 pa je v 73. minuti z 11 metrovke postavil Konsensao.
Nova podaja v kazenski prostor Podvincev, dobro postavljen vratar Cajnko, hitrejši od Koreza. Prodor po levi strani, še vedno pri žogi Kramarič. Zlajko je videl takajočega Oroviča, dobro postavljen But. But na desno stran, kjer je Kresnik. Kresnik in Ivanuš sta poskušala z dvojno podajo, mirno Veljkošek vrača svojemu vratarju. Cajnko je našel Oroviča, še vedno Orovič. Kuserban in Svinšek sta si izmenjala dvojno podajo. Zajko je iskal Konsensaja, pretežka podaja za slednjega. Gaberšek z visoko podajo napad, nekoliko srečno so domači ohranili posest v tej situaciji. Po desni strani je krenil Ivanuš, še vedno Ivanuš, zelo hiter je Ivanuš, a na koncu je vse skupaj mirno razrešil Anžel. Anžel je z diagonalno podajo na desni strani iskal Oroviča, previsoka za slednjega, out bo pripadal domači zasedbi. Svinšek je lepo našel Oroviča, pa do Zajka. Napad se je vključil Svinšek, še vedno pri žogi Svinšek. Zajko, namesto obramba domačih, a še vedno žoga ostaja v posesti zasedbe Podvincev, out bo izvedel Anžel. Anžel proti Konsensau, še vedno Konsensau. Lepo je Konsensau našel Zajka. Zajko prepušča Konsensau strelja, obramba Majerja. Mirno Ramšak, Serban. Spodaj na desno stran, kjer je Oman. Tokrat najbolj zbran Oman pri samem sprejemu podaje Kuserbana. Dober zaključek je bil to Konsensa in pa obramba Majerja, s katero je ohranil vsaj zaenkrat seveda svojo mrežo nedotaknjeno. Po levi strani je krenil Fišer, priboril out svoji ekipi. Na zadnjih 5 prvenstvenih tekmah so nogometaši Šmarju dosegli oziroma zabeležili kar 5 porazov, se pravi brez osvojene točke. V prejšnjem krogu, v prejšnjem 18. krogu je njihov račun proti Dravinji bil odpovedan seveda zaradi slabih vremenskih razmer. V 17. krogu so doživeli poraz proti Korotanu z 0-3, proti Vidmu s 3-1, Cirkulane so bile boljše 2-3, Dobrovce 4-2 ter Zavrč z 0-1. Zares klavrna forma domačinov, ki so, kot sem že povedal danes, v zelo težkem stanju, kar se tiče obstanka v tretji ligaški konkurenci. Na drugi strani Podvinci pa na zadnjih 5 prvenstvenih tekmah 2 zmagi, 2 poraza in 1 neodločen rezultat, se pravi 7 osvojenih točk. Obetaven napad medtem strani gostov pri žogi Konsensao. Še vedno Konsensao, uspešnejši od Kresnika. Kuserban s podajo v prostor, v napad se je vključil Anžel. Ramšak,
znova proti Koserbanu. Ta znova vrača Ramšaku, Ramšak vse nazaj proti Gojkošku. Da zaključim prejšnjo misel, kot že rečeno, 7 osnovnih točk na zadnjih 5 tekmah strani Podvincev. Prav tako je njihov obračun v prejšnjem 18. krogu, ko bi na domačem terenu morali gostiti celjski šampion, bil odpovedan. Nov termin je 12. aprila. Predtem pa v 17. krogu nekoliko presenetljivo remizirali na gostovanju pri vodilni Bistrici z 2-2. Predtem doživeli poraz na gostovanju v Krškem s 3-1. Premagali pa so Zreče z 1-3 ter Dravograd s 3-0. Poraz pa doživeli na domačem igrišču v 14. krogu proti Šmartnem z 0-1. Na nek način po sistemu toplo-hladno igrajo že skozi celotno sezono nogometaši Podvincev. Cajnko takoj na kratko znova proti Ramšaku. Koserban tokrat nekoliko tvegano, Fišer dovolj spreten, da je uspel prebrati Toma Mero Koserbana. Nikores je žogo spustil, pričakoval je, da bo Kresnik hitrejši in da bo že više postavljen, pripravljen na to podajo. A žoga je bila prehitra za slednjega in out pripada gostujoči zasedbi. Konsensao, pa Zajku. Še vedno pri žogi Zajko. Prekršek smo na koncu storili domači nogometaši, prosti strel je na hitro že izvedel Anžel. Znova pri žogi Koserban, kot lahko vidimo, vsi ti napadi vsaj po večini potekajo preko zadnjega veznega nogometaša Koserbana. Zajko je na desni strani videl dobro postavljenega Oroviča. Vse skupaj so dobro prebrali v taboru domačih, a Šmarje še enkrat več hitro zapravljajo žogo, Zajko atraktivno. Zajko je iskal Koserbana, prehitra podaja za slednjega. Ramšak, težave za Ramšaka. Dobro spretno na koncu razrešil branilec Podvincev, ko je podajal napad proti Konsensau, kateri se znova znašel pri povedanem položaju. Vavršek do žoge prišel Rep, a še enkrat več, znova domači nekoliko nespretni. Znova pri žogi Koserban. Po desni strani je krenil Oman. Oman je iskal s podajo prostor Oroviča. Preslaba oddaja žoge s strani Omana v tem primeru. Bo tako pripadel domačim, izvajalec pa številko 11 Kramarič. Bevc najvišji v skoku, a žoga je zapustila igrišče, out tokrat za Podvince. V tem 19. krogu, v bistvu terminu kot tale naš dvoboj, so se pričeli še obračuni Dobrovce-Dravinja. Obe zasedbi na nek način vsaka v svojem boju, bi lahko rekli. Dobrovce seveda še ena izmed ekip, ki se krčevito bori za obstanek, na drugi strani pa Dravinja lovi to željeno drugo mesto. Kot vse kaže, je naslov prvaka, predvsem zaradi te visoke prednosti Bistrice, že oddan.
Šampion gosti Dravograd, obračun iz zgornjega dela prvenstvene lestvice. Celjska zasedba je nekoliko zdrsnila po lestvici navzdol, trenutno so na 6. mestu, nogometaši Dravograda pa na 2. z 32 točkami. Posavje Krško pa gosti Zreče, Posavje, ki je v ta drugi del sezone krenilo zelo, zelo dobro in je v nizu 2 zaporednih oziroma 3 zaporednih zmag, bi lahko rekli. Na drugi strani pa Zreče oziroma tako Zreče povsem gladko zadnje z 18 odigranimi tekmami, zgolj pri 7 osvojenih točkah in na nek način obsojene na izpad iz tretje ligaške konkurence. Ob 16. uri pa se je pričel danes obračun tudi v Cirkulanah, kjer gostuje prevaljski Korotan. Cirkulane, ki so trenutno na 5. mestu z 28 oziroma z 29 osvojenimi točkami, nogometaši Korotana na 9. s 23, tako da Prevaljčane, tako kot Šmarje, Podvince, Dobrovce, Posavje Krško čaka res ta težek boj za obstanek. V jutrišnjem terminu pa bosta odigrani še zadnji 2 tekmi tega 19. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Videm gosti Zavrč, gre na nek način za ta lokalen spopad, in pa Bistrica na domačem igrišču pričakuje Šmartno. Orovič je videl, kako se je v napad vključil Roman, vse skupaj je dobro prebral Fišer. Mirno pa Kramarič žogo vrača Majerju. Gabršek pri žogi podaja proti Butu. Znova Majer. koncu sicer neuspešni pri Zajku, dobro je bil postavljen rep. Goal-out za vratarja Cajnka, še enkrat več so domači nogometaši hitro zapravili žogo. Zaenkrat še čakamo na kakšno pravo priložnost, tako na eni kot na drugi strani. Ramšak mirno proti Kuserbanu. Orovič, Oman, izbija But. Bevc je spodajal prostor, iskal Fišerja, prehitra za slednjega. Fišer proti Repu, še vedno pri žogi Rep, v bloku Ramšak. Prekršek je storil Rep, prosti strel bo pripadel Podvincem. Izvajalec prostega strela številko 5 Ramšak, ta takoj na kratko proti Kuserbanu. Gojkošek, znova Kuserban. Orovič zapravil žogo Orovič. Hitro priboril nazaj, še vedno po cesti Orovič. Orovič lepo je našel Konsensa, še vedno Konsensa, prekršek nad napadalcem gostov in 11 metrovka za Podvince. Lepo je tukaj v napad krenil Orovič, preigral Gabrška, spodaj našel Konsensa, katerega je na nedovoljen način zaustavil Bevc, in tako v 19. minuti priložnost za goste, da z najstrožje kazni pridejo do prednosti. Izvajalec 11 metrovke za Podvince pa številko 10 Zajko.
Zajko in Majer z oči v oči. Zajko in Majer, Zajko Zajko izvede 11 metrov in ob 19 minuti naprej vodstvo gostov z 0:1, strelec zadetka Zajko. Praktično z nič, bi lahko rekli, so gosti prišli do te prednosti. Orovič je dobro prodrl oziroma izkoristil napako v zvezni vrsti domačih, nato s podajo v prostor našel Konsensa, kateri je bil hitrejši, spretnejši od Belca, kateri ga je na koncu zaustavil s prekrškom in tako so gostje prišli do 11 metrovke, katero je uspešno realiziral Zajko. Bomo videli, kakšen odgovor pripravljajo nogometaši Šmarij. Zaenkrat, še kar se tiče faze napada, niso uspeli priigrati nobene priložnosti oziroma vsaj za trenutek ogroziti vrata Cajnka. No goal out za vratarja Cajnka, tokrat so v tem primeru nekoliko višje stopili domači nogometaši, s tem preprečili podajo Cajnka proti Ramšaku ali Gojkošku. Vratar gostov se je tako odločil, da bo z dolgo podajo iskal enega izmed svojih soigralcev, sploh po uspešnejši nogometaši Šmarij, Kramarič je s podajo iskal Repa. Roman vrača Ramšaku, Ramšak z visoko podajo proti Oroviču, uspešno pri zaostanku podaja Orovič, tako na desno stran do Svenška, Svenšek v prostor, kjer se v napad vključil Modrič, prekršek med slednjim, prosti strel za goste. Podvinci takoj, ko domači ponudijo nekaj več prostora, vse skupaj na hitro izpeljejo in s tem v težave spravljajo obrambo Šmarij. Prosti strel bo izvedel številko 10 Zajko. Zajko s podajo najvišji uspeh Orovič, zakupoval nogometaš gostov. Dobra podaja je bila to s strani Zajka. Najvišji uspeh Orovič. Preslab zaključek tega nogometaša, rezultat ostaja 0:1 od 19. minute, ko je z 11 metrovke zadetek dosegel Zajko. Fišer. Še vedno Fišer, dobro postavljen Ramšak. V tej sezoni je za zasedbo Podvincev največ zadetkov dosegel Jan Ziko Zajko, s tem današnjim se je podpisal že pod 8 zadetkov, s 7 sledi Jernej Orovič, 5 jih je dodal Mark Žvikart, 4 Konsensao ter Tomaž Gojkošek, po enega pa Denis Kusarban in Timotej Modrič. Skupno so gosti v tej sezoni dosegli 32 zadetkov, prejeli pa so jih 27. Po desni strani ima veliko prostora Oman, Oman je lepo našel Konsensa, še vedno pri žogi Konsensao. Konsensao v samostojni akciji, preveč je želel v tej situaciji Konsensao. Gojkošek. Kusarban vrača Gojkošku.
Na drugi strani pri domačih zaenkrat največ zadetkov Valentin Fišer 3, 2 je dodal Miha Porošec, po enega pa Humski, Dimec, Turnšek, Drofinik, Čater, Trnka, Bajšek, Jančič in Korez. Še en prekršek medtem strani domačih, tokrat ga je storil Kresnik, za katerega je prejel rumen karton, preoster je bil nad Zajkom. Skupno pa so v Taboru Šmarje v tej sezoni zaenkrat dosegli zgolj 15 zadetkov, prejeli pa so jih že 28. Še enkrat več pa izvajalec prekinitve Zajko. Zajko tukaj proti bližnji vratnici, kjer je bil največji proti Orovič, nič proti 2 v 25 minuti, povišanje prednosti. Za goste tokrat strelec številko 8 Orovič, ki je tako dosegel svoj 8. zadetek v sezoni in se na vrhu lestvice strelcev, kar se tiče Podvincev, seveda izenačil z Zajkom, ki pa je podpisal pod podajo pri tem zadetku. Gostje so že v prvih 25 minutah napovedali 3 točke, če lahko tako rečem. Zelo težko se predstavljati, da bi lahko Šmarje na nek način se vrnile v ta dvoboj, predvsem kar smo videli v teh prvih 26 minutah, daleč od tega, kar bi seveda domači želeli pokazati oziroma bi se lahko nadejali, da bi prišli do kakšne točke na tem obračunu, seveda v nogometu vse mogoče do zadnjega sodnikovega žvižga, že vsaka manjša nezbranost v fazi branjenja strani Podvincev lahko zasedbo Šmarij že vrne v ta obračun za točke. Še ena napaka v zvezni vrsti, tokrat Ivanuš, nenatančen podaja proti Zajku, Zajko strelja, tokrat na mestu Majer, Orovič uspešno v bloku Gabršek. Cajnko izbija, dovolj pozoren na vse skupaj Cajnko. Še enkrat več, lahko vidimo prejšnjo priložnost Podvincev, nekoliko nekako zaključek strani Zajka. Dobro postavljen je bil vratar Majer, oster štart medtem Repa, predtem prekršek enega izmed domačih nogometašev. Prosti strel so na hitro izvedli v Taboru Podvincev, vse skupaj je dobro prebral Kresnik. Pa še enkrat več domači nezbrani, ko imajo žogo v svoji posesti, preveč hitro vse skupaj zapravljajo oziroma velike težave imajo pri sami organizaciji napada. Orovič, še vedno Orovič proti Konsensao, dvojna podaja teh dveh nogometašev, lepo so vse skupaj odigrali v Taboru Podvincev. Orovič je že videl v kazenskem prostoru Svenška, ki je čakal na svojo priložnost. Mirno Kuserban na desno stran proti Konsensao. Zajko, Svenšek, Kuserban, Mirno Modrič, podaja proti Ramšaku, Oman pa znova vrača do Ramšaka, Svenšek, še vedno Svenšek, podaja proti Oroviču, pa znova do Svenška, Konsensao je iskal Omana, tokrat dobro postavljen Fišer, a žoga še vedno ostaja v posesti Podvincev. Ramšak mirno s podajo vse nazaj proti Cajnku. Mirno Kresnik. Kresnik je videl tekajočega Ivanuša, dobro postavljen Gojkošek.
Iz avta bo žogo v igro poslal številko 15 Bevc. Žoga še vedno v kazenskem prostoru Podvincev. Vse skupaj prebral Modrić, tako je podal prostor proti Oroviću. Orović uspešnejši od Fišerja. Orović je krenil po desni strani. Orović optimističen poizkus tega nogometaša brez nevarnosti za vrata Majerja. Tako je tukaj Orović preigral Fišerja. Morda mu je na koncu zmanjkalo nekaj moči, da bi morda s podajo v kazenskem prostoru, kjer se je dobro v napad vključeval Consensao, zaposlil tega nogometaša. Kramarić, še vedno Kramarić, tokrat dobro postavljen Kuserban. Še vedno Kuserban. Vrača Ramšaku. Težave je imel Svenšek, dobro je bil postavljen oziroma dovolj hiter, da je vse skupaj razrešil Gojkošek. Predvsem zaradi tega težkega igrišča seveda lahko pride do teh težav pri sprejemu ali oddaji žoge. Takrat se ta pripetila Modriću. Pri žogi Rep, še vedno Rep. Rep nanj pazi Ramšak, Rep je našel Fišerja. Fišer med dvema gostujočima nogometašema. Prekršek je na koncu storil Ramšak in prosti strel bo pripadel nogometašem Šmarji. Lep prodor strani Fišerja, s katerim je izsilil ta prekršek, bi lahko rekli. Morda lahko domači svoje priložnosti iščejo iz teh prekinitev s predložkov pred vrata Cajnka. Zbija Kuserban. Pri žogi Gabršek, težave za Gabrška. Tako je Kuserban našel Zajka, ta tako na desni strani, kjer ima veliko prostora Orović. Orović je krenil, še vedno Orović. Orović v preigravanju iskal je Zajka. Dobro so tokrat vse skupaj razrešili v obrambi domačih, a še enkrat več Šmarje hitro zapravljajo žogo. Znova lahko mirno z organizacijo napada pričnejo Podvinci. Anžel vrača Gojkošku, ta do Modrića. Kuserban. Gojkošek znova proti Kuserbanu. Dobro, tokrat Fišer, še vedno pri žogi Fišer. Prekršek nad Fišerjem. En karton bo za ta prekršek prejel številko 18 Modrić. Fišer je tokrat dobro odreagiral prvotno v fazi branjenja, prestregel podajo Modrića, nato slednjega tudi uspešno preigral, a Modrić se je odločil, da ga bo zaustavil s prekrškom, tako preprečil poizkus protinapada s strani Šmarji. Consensao je krenil protinapad, še vedno Consensao, prednost pušča glavni sodnik, na koncu vendarle prekršek Kramarića. Prosti strel je na hitro že izvedel Zajko proti Gojkošku, ta znova do Kuserbana.
V tej sezoni v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod največ zadetkov dosegel nogometaš Dravograda Peter Pogelnik, kar 19. Sledita Elvino Podbrežnik iz Dobrovc ter Žan Ramšak, nogometaš Dravinje z 12 zadetki, na tretjem mestu varovanca Simona Dvoršaka iz Slovenske Bistrice, Nec Bračko in Murat Bajraj, na četrtem Rok Ferčič iz Bistrice ter Tomi Štumberger iz Zavrča s po 8 zadetki. In nova prekinitev, nov prekršek, tokrat gostujočih nogometašev, hitra podaja na levo stran, kjer je Fišer. Fišer je krenil, dobro postavljen Ramšak. Kot za domače prvi na tej tekmi. Veliko prostora se je tukaj odpiralo Fišerju, a nekoliko predolg predložek je dal sam sebi, v tem primeru Fišer, kar je izkoristil Ramšak in žogo izbil kot prvega na tej tekmi za domače v 36. minuti. Cajnko pravočasno izved, žogo je vratar gostov, Cajnko takoj s podajo na desno stran. Dovolj hiter Roman je podaljšal do Svenška, še vedno Svenšek. Svenšek je s podajo mirno zaposlil Omana, kateri je uspešnejši od Kramariča, Oserban. Zbija Gabršek. Znova Oserban. Uspešnejši od slednjega, v tem primeru Rep, če več pa pravočasni izvrat Cajnko. Iz avta bo žogo v igro poslal Fišer. Fišer vse nazaj proti Butu. But do Majerja, ta znova do Buta. Fišer ni uspel zaustaviti podaje Buta, out tako pripada Porvincem. Gojkošek mirno do Kuserbana, pa znova do Gojkoška. Mešal se je But. Na levi strani je imel nekaj prostora Kramarič, hitro se je obrambo vrnil Oman. Modrič. Konsensao, še vedno Konsensao, tokrat uspešnejši Fišer. Modrič mirno proti Omanu, pa do Konsensa. Prekršek nad gostujočim napadalcem. Zajko prostor videl tekmojočega Svenška, morda nekoliko premočna podaja strani Zajka v tem primeru. Nove težave imajo domači v fazi gradnje napada. Oserban je na levi strani še enkrat več iskal Zajka, tokrat nenatančna podaja strani Oserbana, gol out za vratarja Majerja. Majer na kratko proti Butu. But je našel Kramariča. Kramarič je krenil. Še vedno Kramarič. Vse nazaj proti Bevcu. Bevc z dobro diagonalno podaja na desno stran, kjer je Kresnik. Še vedno Kresnik. Ivanuš. Težave za Ivanuša. Dobro postavljen Zajko.
Svinšek je krenil proti napad, Orovič, še vedno na nogah Orovič. Orovič v preigravanju, na koncu uspešnejši rep. Na tleh je obležal napadalec gostov Conceição, ki kot vse kaže potrebuje zdravniško pomoč v tem primeru. Do tega 19. kroga je bilo odigranih 123 tekem, 54-krat so zmagali domačini, 46-krat gostje, videli smo še 23 neodločenih rezultatov, najvišjo zmago pa so v 14. krogu vknjižili nogometaši Bistrice, ki so z 0:7 ugnali Videm, Conceição je medtem že ostal, kot vse kaže, bo lahko nadaljeval s tem dvobojem, oziroma na vse skupaj bomo morali še počakati nekaj trenutkov, da bomo videli, ali bo lahko Conceição nadaljeval s to tekmo. Pusterdan pa športno žogo vrača domači zasedbi, Maher takoj na kratko proti Butu. Nove težave za Fišerja, bo izvedel Oman. Kot vse kaže, napadalec Conceição ne bo mogel nadaljevati s tem obračunom, v igro namesto njega prihaja oziroma je že vstopil številko 6, Žan Horvat Zamuda. Se je preselil na levo stran obrambe, v napad namesto Conceição pa številko 8, Orovič. Fišer preigrava, še vedno pri žogi Fišer. Poda v prostor proti Ivanušu, prehitra poda za slednjega, mirno Cajnko. Kar se izteka že 42. minuta v prvem polčasu, še vedno pa vodstvo gostov 0:2, sijajna podaja Cajnka proti Oroviču, Orovič dobro je bil postavljen na koncu But. Golovt pa bo pripadel domačemu vratarju Majerju. Še vedno pa čakamo na kakšno pravo priložnost oziroma vsaj na strel strani domače zasedbe, ki ima znova velike težave, kar se tiče faze napada, prav tako pa v obrambi preveč nezbrani v ključnih trenutkih. Svinšek mirno vrača Gojkošku, pa znova do Svinška. Zamuda. Pesnik je iskal Ivanuša, nova nenatančna podaja strani domačih nogometašev in še enkrat več hitro zapravljena posest. V tej sezoni je bilo do tega kroga doseženih 398 zadetkov, 214 proti 184 je zaenkrat, kar se tiče gol razlike v prid domačih ekip. To vse skupaj pomeni, da na tekmo padeta 3,2 zadetka. Fišer je lepo tokrat videl tekajočega Ivanuša, še enkrat več pravočasno izved Cajnko.
Mirno But vrača Majerju, ta znova do Buta. Fišer, še vedno Fišer, znova But. Mirno je Kuserban žogo prepustil Ramšaku. Ramšak pa s podajo vse nazaj proti svojemu vratarju. Cajnko znova z visoko podajo, videl je še enkrat več utekajočega Zajka. Kramarič, Bevc s prenosom na desno stran, kjer je Kresnik. Sicer dovolj hiter Kresnik, a žoga je zapustila igrišče, še enkrat več goal-out za vratarja Cajnka. Pravkar pa se izteka 45. minuta v prvem polčasu. Začel se je sodniški dodatek, bomo videli, koliko ga bo pustil glavni sodnik, morda kakšno minuto. Predvsem zaradi te poškodbe Konsensa, zaradi katere v igro namesto napadalca gostov vstopil Zamuda. Orovič, še vedno pri žogi Orovič, po levi strani je tokrat krenil Orovič. Orovič podaja proti Zajku na rob kazenskega prostora, pa nenatančen pri zaključku, ostaja 0:2. Lepo je tukaj Orovič videl Zajka, kateri pa ne najbolj natančen oziroma ni najbolje zadel žoge v tem zaključku. In glavni sodnik je medtem pustil konec prvega polčasa. Lahko rečemo, da na odmor povsem zasluženo s prednostjo 0:2 odhajajo Podvinci. Prvi zadetek na tekmi smo videli v 19. minuti iz 11-metrovke, ko je Zajko premagal domačega vratarja Majerja. 6 minut kasneje pa je na 0:2 po podaji s kota Zajka povišal Orovič in, kot že rečeno, povsem zaslužena prednost Podvincev, ki so skozi celoten prvi polčas bili boljši nasprotnik in s tem na neki način dokazali, da spadajo višje, kot se trenutno nahajajo. Z moje strani pa je bilo to vse, kar se tiče prvega dela. Hvala za vašo pozornost in na slišanje čez dobrih 10 minut.